Takole, dober dan, lepo pozdravljeni v oddaji Odnosi so zakon. To je nekako drugi del oddaje, ki ga imava skupaj z Alešem Čerinom, ki je ponovno moj gost. Aleš, živjo, spet lepo pozdravljen. Živjo, Benjamin, in pozdravljeni vsi, ki boste tole poslušali. Tako, še enkrat bova spregovorila o moških. Zadnjič sva zdefinirala nekako 3 tipe decov, sva rekla tistega ta upognjenega, pa ta runklastga, pa tistega, ki je na poti. Pa sva zadnjič kar dobro obdelala, se mi zdi ta prva dva, se pravi upognjenega pa runkelna, pa majčkeno jih bova seveda tudi še danes omenila. Predvsem se bova pa posvetila tistim, ki nekako smo na poti. Ja. Tako, fajn. Ok, dajva začeti z molitvijo, tako kot zdaj smo se že navadili v tej naši oddaji, da bomo imeli nekako ta prav božji žegen nad vso zadevo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Vsemogočni Bog, Oče, hvala ti za ta čas, ki nama je podarjen, ki ga lahko preživiva skupaj v temle pogovoru. Daj, da bo pogovor po tvoji volji, da bova povedala tisto, kar veš, da morajo mnogi slišati in da bodo tisti, ki poslušajo, imeli zares odprta ušesa za poslušanje, da nas bo Sveti Duh, tvoj Sveti Duh navdihoval, tako Aleša kot vse poslušalce in tudi mene, da bom znal stvar pravilno voditi. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Torej, še enkrat, to je nekako drugi del oddaje. Če si ga niste pogledali, ta prvega vas vabim, da pred to oddajo storite še tisto in si ogledate ta prvo oddajo, da boste vedeli, o čem govoriva, na kaj se nanašava, pa kaj sva tudi nekako kot uvod že povedala. Zadnjič, Aleš, sva govorila o tvojem, bi rekel, času do tistega, ko te je božji poseg, tisti padec s padalom nekako dosegel. Danes bi pa nekako res, in od takrat naprej praviš sam, si bil na poti. Pa povej, prosim, kakšna je bila ta pot, kako je potekala od takrat nekako dalje, kaj so bile postaje na tej poti, pa tudi čisto konkretno poskušaj kaj povedati konkretnega, kaj bi bilo lahko tudi ena taka vstopna točka za koga, ki želi iti na to pot. Glej, prvo kot je, jaz nisem to delal s premislekom, tudi ta pot pa je bila nekakšen božji poseg. Tako da, pa ne tak, da bi jaz to izprosil, izmolil ali pa ne vem kaj, tako da ne bomo preveč sveti. Enostavno se meni zgodil se je ta padec s padalom, padalo sem potem v resnici prodal in potem smo, se mi zdi, nekaj časa živeli kar tako. Potem se je pa zgodilo v naši župniji, da sta šle hčerke k skavtom. In v tistem času so se pri nas začeli tudi odrasli skavti. Tako da jaz sem šel, ta čas sva dobila potem še 2 sinova, so jih že imela ob mojem padcu tudi pravzaprav. In jaz sem šel k skavtom, jaz. Ne skupaj z ženo so šle k skavtom. Jaz sem iskal nekaj novega, nekaj tazga, da bom vedel pravzaprav kot oče, komu za 14 dni polet in celo leto po par ur popoldne vsak teden zaupam svoje otroke, koliko so ti ljudje verodostojni. Tako da sem šel lepo k skavtom, v tistem času so se ustanavljali tudi odrasli skavti Slovenije. Jaz sem šel potem na prvi sestanek, tako je bil nekako izvoljen za podpredsednika iniciativnega odbora in na koncu sem bil predsednik odraslih skavtov Slovenije. Zgleda kot še en pobeg, veš. Pravzaprav še en pobeg od žene, od otrok, v neko bolj hvalevredno reč, ampak spet v odsotnost od družine. In jaz si nisem znal pomagati. Meni se je zdelo to hvalevredno, žena je to podpirala, bilo je v redu in pa, glej, malo sem se začel približevati Bogu. Veš, pri skavtih pa ni tako, da
da je molitev kar tako neki, pa tako glih sam neki, da je, ampak je to resno in so kateheze in tako naprej. No, in to smo tudi pri odraslih začeli delati, tako da me je to kar približevalo Bogu, ampak še vedno samo mene. Ne, samo mene. In zdaj, ko gledam nazaj, sem ekstremno hvaležen Marinki, da je, ko so mal otroci zrastli in moja modra žena je rekla, lej, jaz ne grem skavtom, a veš, to se pravi 2 dojenčka, mislim 2 majhna otroka imam, en še pravzaprav skoraj dojenček, ne. Zdaj, jaz bom hodila k skavtom, otroci mi bodo pa doma drugirali, tako je rekla, ker ne vem, koga je imela v glavi, ne, pa nas nimamo nekih takih stvari, ampak tako je malo zarobantila in ni hotela iti z mano, dokler niso otroci zrastali malo. Toliko, da se je to dalo. In potem je prišla za mano. To se pravi, to je ena taka velika modrost. Evo, tukaj zdaj, če kakšna gospa posluša, pa mislim, da poslušajo, to je ena velika modrost. Da je prišla z mano z ramo ob rami, veš, to imamo deci radi, da je žena s tabo, pri tvoji dejavnosti z ramo ob rami. Ja. In to je moja modra žena naredila in smo imela eno dejavnost, ki smo jo upravljala skupaj. Eno tako resno dejavnost. Skavti so vsako mesečna srečanja, je poletni tabor, zimski tabor, smo nekaj dni skupaj z eno druščino, tudi s malimi otroki, pa tako naprej. Ena resna dejavnost. In midva s časoma sva to opazila ali pa razlagava zdaj na stara leta okoli, da morata imeti mož pa žena vsaj eno resno skupno dejavnost. Če ne, gredo poti lepo narazen. Ne more to drugače biti. Lepo grejo stvari narazen. No in to sva midva imela in to dolga leta skupaj delala. Bila aktivna, mene potpalala spet naprej do mednarodnega skavtskega komiteja, odraslo-skavtskega komiteja, mislim, to so bili še taki zdihljaji, veš, to še oddaljevanja. Moja žena potrpežljiva pa kar. Me je pri teh stvarih podpirala in to ocenim v bistvu zelo. Obenem sva pa bila skupaj in ona me je tudi stalno nagovarjala, da greva na kakšen zakonski seminar. Pa zakaj mi dva nikoli ne greva na zakonski seminar ali pa na neki tasga, da bova. Ali pa na duhovne vaje, ona je to videla lepo v družini in posod, ne greva, se imava skavte, se tukaj to in sem jo potolažil. Se pravi, moja pot v globino ni bila hitra, se pravi, proces je vedno počasen. Traja, veš. Se pravi, proces je podoben, ne vem, rasti rastlince. Ko seme vržeš v zemljo in potem ni jutri že rastlinca ven. Da letos smo pa trčili 3 tedne čakali, da je prišel ven. Sploh ne pride ven, ampak ni to nedogajanje, je neko dogajanje znotraj, ki se še ne vidi. Vse to v bistvu je tudi ena taka dosti zahtevna stvar za današnji čas, se mi zdi, ker mi smo pa vajeni nekih instantnih rešitev. Tudi to, kar praviš rastlince, ok, letos v korona času smo malo bolj možnost zavrtnarili spet. Načeloma pa današnja družba pač, mislim, to greš v tacuno pa kupiš, pa ker je dobro pa vržeš. Ta procesnost tudi v teh rasti v odnosu je težko nam pade, se mi zdi. Nismo potrpežljivi. Veš pa, v bistvu zlahka razumemo, na nekaterih drugih področjih to počasno rast v procesu. Naprimer, vsakdo si predstavlja, Benjamin, da če začneš trenirati fuzbal, da ne boš ti jutri igral, ne vem, v prvem moštvu, da boš nekaj časa tam ful treniral in boš nekaj časa sedel na klopi, pa boš dobil kakšno minutko, pa boš dobil čez nekaj časa več minut, čez nekaj časa boš v prvi ekipi, in tako naprej, in bo šlo to naprej do, ne vem, državne reprezentance. Isto pri klavirju, saj, veš, ko mi dva greva zdaj lahko mahati po klavirju, mogoče ti še znaš, jaz pa nič kaj, dub, nekaj znaš mahati, sem to ni nič, vsakdo ve, da je to brez veze, Veš, pri odnosih si pa kar predstavljamo, jaz bom zdajle pa začel
na moja žena pa drugače. In jutri mora biti že vse drugačne. Ali pa tudi žena ima tako pričakovanja. Ne? Se pravi, Ja. prvič nekam šel z menoj in zdaj bomo pa mi wow. Ne? Ja. Ta šport še ima to, res, ja, šport še ima. Šport, tudi klavir, tudi take dejavnosti, odnosi pa kar mislimo neka palčka čarobna in evo, od danes naprej so pa v redu. Ne. In tako da tukaj ne, da so bila potrpežljiva, ampak nekako izkazuje se za nazaj, da je bila pot počasna. To je trajalo skoraj do najnega 50 leta, veš. To se pravi, od 30 do 50, 20 let je to trajalo, ne? A veš, ampak pa se to takrat nisva porajtala. Šlo je pa naprej, šlo je pa v pravi smeri. To, kdaj je pripeljalo do tega, da sva srečala Danja, tle na priložnost smo imela srečo Danje, Dani nama je dal eno revijo, je vtaknila po v ruzak in rečeva, ko je šli, viš, spet en čudak, ki dela eno reklamo, ne, mislim tako, veš, kako to, kad ti en ponudi takoj revijo, pa par besed spregovoriš, pa te vabi nekam, pa tako malo, ne. Ampak glej, koliko prav, ne, glej, koliko fajn, da smo midva takrat šla na tisto najino zasebno romanje, da smo naredila eno veliko žrtvo. Se pravi, peš so še z Ljubljane na Kurešček, cel dan hodila k norca, bila pripravljena gor spat in evo gor srečava Danja, čist po domače. Kada nama ga je Bog pripeljal naprej, ne? Kako? Dan je dejal naprej, on ima to vse, kaj ide. No in to davala po ruzak, se poslovimo in mi da nekako prideva domov in potem sem menda celo jaz ne vem kako, odkje je to, sem dal pobudo, no pa pejva enkrat na en seminar, ki so tam videla na zadnji strani lepo razpisane seminarje in sva šla, ne. In sva šla. Še takrat, če bi zdaj le še Marinka so lahko vključila, on me je takrat prvič slišal prav. Ne, on me je takrat prvič poslušal. Nekatere stvari, ki sem mu jih jaz probala dopovedati, jih ni slišal. Jih ni hotel niti poslušati, ampak je zarobantil in so takoj prekinila skregana tak pogovor o nekih temah, ki so jih. Pa tukaj v tem načinu, na tak način, kot so bila ga tukaj deležna, recimo v Celju, ne, midva, sem pa že tudi zrastel morda v tej ponižnosti, da sem bil pripravljen videti, slišati pravzaprav ženo, ki mi je to že dolga leta govorila. Ne. In je bil to ekstremno lepa izkušnja, ki je potem lepo počasi spet procesno vodila naprej. Ne. In to je minilo pa pri nama od tega srečanja z Danjem pa z Vilmo je minilo do danes recimo 10 let. A veš? 10 let. Kako? Je glih okrogla. Ja, ne, ker sva ga srečala, pa pol, da sva šla na seminar, je še eno leto minilo, ne. A veš, to kar mineva, ne. Pol, da sva šla še v zakonsko kakšno leto, pol, da sva začela Božjo besedo prebirati pa še 5 let, a veš. In jo šele, ne vem, 3-4 leta jo zdaj redno prebirava, a veš. Tako da to kar traja, ne, kar traja, ampak je v redu. Je v redu, da traja, ne, se mislim, konc koncu se pravim, da ni tukaj čarobnih palčk, no, ne vem. In je sam, da gre v pravi smeri, kako pa veš, da gre v pravi smeri? Ja, po sadovih se vidi, ne. Po sadovih se vidi, da smo midva izjemno izboljšala odnos, ne. A veš, da ni bil v nevarnosti za to, da ga vse premakne, da ga vse rukne. Je bilo veliko manj tihih dni, tihih ur, tega sranja, ki ga imamo v zakonci. Če so bili krajši, pa manj pogosti, pa se je to človek vitne. Pa na še kakšnih drugih področjih tudi vidiš pri vzgoju otrok, da si bil sposoben nekako izboljšati, ne, zdaj odnose z otroki, ne. Pa vidiš, kako otroci spremljajo ta vajen razvoj, ki te celo pohvalijo pa odrasli otroci, ne. Kot je ena hčera rekla, lej, mnogi v vajenih letih pri 50-ih zaidejo, grejo narazen, vsak svojo dejavnost najde, ne vem, babenca kakšne, lahko čisto hvalevredne, karitativne dejavnosti, ne. Dec pa neki udelavanci ali pa en šport ali pa nekam, kako?
Motor, ribičija, karkoli. Motor, ribiš, tako, Ja. neke te tipično moške zadeve. In kaj ne, grejo stvari narazen, veš, grejo lepo stvari spet narazen. In hčera prav, ne vidva pa glih obratno, prvama grejo pa stvari tako skupaj in zaprav in za dobro. Ne. Se tu imamo nekako za največjo pohvalo, ne? Kadar najstniški otroci rečejo o svojih starših, wow, prvama se je pa dejansko nekaj spremenilo. Ne? To je iskreno. Ne? To je tako dragoceno. Ja. Ampak veš, koliko je to zoprno, ko moraš na to čakati 20 let, veš. Ti vzgajaš, ki odpridni nekaj misliš, da delaš prav celo idealno, pa še govoriš, da si idealen, ki grejo otrokom kocine. Mislim, kocine po koncu slišiš, da smo idealna družina. Pa to ne. Tak cepaci, ne, to sem jaz delal, ne, točno to, ne. A veš? Ja, fajn si zdaj napeljal na nekaj, kar bi jaz v bistvu rad naprej. Pa je nekako podaljšek tistih runkelno, pa tudi malo upognjenih, ampak tako, kot so rekli zadnjič, ti si malo iz teta idealne smeri not prišel, bolj runklaste. Se pravi, kadar še nimamo odnosa, bi rekel, do sebe, ne? Se pravi, govoriva, zdaj si malo povedal zelo lepo o gradnji odnosa z ženo, ampak dec mora začeti res graditi tudi neko pravo samozavedanje, se pravi, neko pravo resnico o sebi, da spoznavati, ki gre. Tako, kot praviš, v smeri ponižnosti, ampak ne spet neupognjene ponižnosti. Ne, ja. Se mi zdi, da smo mi zmeri deci med dvema nekama skrajnima poloma, ali smo nekako naduvani, naduti, wow, to sem pa jaz, ali pa nisem nič vreden, nič ne znam, vse bojo vsi videli, da sem nepristen, da sem fake, da ne znam. Tako, a veš, strah, da te bojo odkrili. Tako, povej, kako si to recimo nekako doživljal, no? Čakaj, a veš, dajva reči tale ponižnost, kaj je ponižnost, ne, resnic, ne. Vse smo imeli danes pri Exodusu, ne, je lepo resnicoljubnost do sebe. Ja. Veš, da si resnicoljuben do sebe, ne, in to najprej je tako vsep, ne, da rečemo najprej tako vsep. Da si rečeš, jaz imam dobre lastnosti, tiste, ki imam dobre, jih priznam, da imam dobre, nič nimam težav, če jih do drug opazi, pa jih pohvali, pa rečeš na začetku samo hvala lepa, čez nekaj časa pa rečeš hvala Bogu, ko to spoznaš, da ni nič od tebe, da ni nobena tvoja zasluga, da imaš ti dobre lastnosti, ne? A veš, pa rečeš, hvala Bogu, to mi je pa Bog dal, ne? Obenem pa... Pohvala, ne? Prosim? Nisi pa odvisen od teh pohval, da bi človek iskal svojo vrednost skozi pohvale. Ja, jaz ne vem, a si že to prešel, jaz še nisem. Jaz še nisem. Jaz sem strašen rad, če mene moja lepotica pohvali. A veš, pa naj bo to, če nekaj dobrega naredim, če en člankec napišem, če magar kosil skuham, da upas. To ni nič... To je normalno, to mora biti. To ni nič narobe, a veš, to ni nič narobe, ampak vseeno, ne, se veš, da vseeno ostanejo pa kljub tem pohvalam od žene, ki odkrito za mene največ štejejo, ne. Največ štejejo, ne. Pa da ona opazi, da te nekdo drug pohvali, ne. A veš, da te, ne vem, jaz sem enkrat dobil eno nagrado v službi, ne, in se to moji Marinki ful dobro zdelo, ne, to se je tako, wow, te cenijo, ne, a veš, saj moški mora biti cenjen tam, a veš, po svetopisemsko bi to bilo pri mestnih vratih, ne. Ja, kjer se zbirajo velikaši. Kjer se velikaši mesta zbirajo in tam mojega moža cenijo. To ima žena rada, a veš, in mi moramo biti taki, ne. Ja, sam ne sme biti pa to motivacija, no, to sem hotel reči. A veš, da bi ti drgetal in trepetal, če te bo kdo pohvalil. To si mislim. Ja. Lej, to imamo mi radi, da to žena opazi, da pove, obenem pa vedno ostane en prostor, en prostor, ki ga žena ne more napolniti, ki ga tam v službi ne more napolniti, kje tudi nihče ne more napolniti, to pa Bog lahko napolni, a veš. Ko ti enkrat spoznaš, ne vem, v tem procesu, ko se počasi tudi približuješ Bogu, se niso to, midva še to, ki je dosti omenila danes, ne. Ko smo midva pa začela Božjo besedo prebirati, veš, če se mičkrat vrnem še nazaj na dokončanje tega procesa, ne. Ja.
Ja, a veš, ki treba, da ne bo v luftu ostalo, ne? A veš, kaj en velik skok je pa bil, ko sem jaz slišal Danja. Saj to Danja vsakič povedano v smislu, ne? Ampak ga nisem slišal, ne? Ko je rekel, 15 minut si boste pa že vzeli za Boga. In mož je varuh zaveze. To je bilo za mene ključno. Ker midva sta Božjo besedo že ne vem, koliko začela, ne, to besedo med nami že ne vem, koliko jo dobila, ko sva prišla iz seminarja domov, sva jo kaj nekam odložila in je ostala neprebrana, še v polivinilček zavita. A veš? Ampak ko sem pa jaz slišal, 15 minut, cepec, če pa 15 minut nimaš za Boga, cajta si pa resen bednik. Stotinka dneva, ne? Stotinka dneva, to tem, ker mi zdaj snemamo stotinke dneva. Ne? A veš, in pa mož je varuh zaveze. To sem jaz enkrat slišal. Prišel sem v procesu do te stopne, da sem to lahko slišal. Da sem to vzel tudi za svoje in sem potem začel v tem vztrajati. In zdaj mi 3-4 leta, ne vem, jaz dobro, jaz sem zdaj s to prazno mojo levkemično glavo, ne vem, 3 ali 4 leta, jaz imam slab občutek zdaj za čas. Ne? A veš, sva dnevno v Božji besedi ne več kot 15 minut. Če tudi je to včasih 20, včasih pol ure, se je pa zgodilo, da tudi 3 ure. A veš, tudi 3 ure. Ne bom se hvalil, ampak to je eno vsake kvatre, ko sva razpoložena, ko nama Bog spregovori, ali kako ne rečem. A veš, in to je tudi del procesa. Ti ne moreš zdaj skočiti, ker nekako Boga, ker nekako svetega duha, pa ker ne. A veš, in še naslednji korak, ne, še naslednji korak je pa to, da sem prišel v družino in življenje. A veš, kaj to potem te kar Bog pele, kar nekaj držiš na teh seminarjih in te Bog kar nekako nekaj zinaš in te nekdo povabi in tako naprej in tako naprej, veš. In še to, kar vidim zdaj tole dobro prakso v družini in življenju, veš, me to še palal naprej, ne. In tukaj se moramo pa samo malo prepustiti, ne bremzati, biti pogumni, pa stopati na pot tudi malo drugačnih poslovnih možnosti, a veš, recimo, ne. Ki morda niso tako finančno take... Lukrativne, ja. Kakšne? Lukrativne. Kaj pa to zdaj? Lukrativne, lep. Da ne nese to gnarja, no. Ja, amen, no, tako da ne nese to gnarja, ne. A veš, ampak, lej, pa vendarle uvidiš, da par tem, ki ti grejo vsi otroci od hiše, da ga tudi toliko več ne rabiš. Ampak to je tudi spoznanje. Tudi spoznanje v tem procesu, lepo počasi. Ker mi lahko neusmiljeno gremo v to služenje denarja, a ne, ponovadi smo v teh letih, ko sem jaz že na nekih pozicijah in se ti ne zdi fajn, da bi ti spustil toliko denarja iz rok, ne, a veš, a ne. Po drugi strani pa vidiš, da že zgubljaš otroke, da si že kakšnega zgubil, da tako, pa kar nič ne narediš, ker je to težko. In imaš tudi lep izgovor, se moram denar služiti, kva pač mo, ne. A veš, ja, ne, to se pravi, ta lepa igračka, ne, denar te potegne še stran, ne, stran spet od žene, od otrok, od Boga, od tako naprej, ne. Pa še tam je lažje, tam si navajen, tam si spoštovan. Ja. A veš, tam si spoštovan v službi, ne ponovadi pri teh letih, ne. Poseben, če si kakšen direktor, pa to pa se kaj češ, ne. A veš, to se pravi, ta proces je počasen in jaz skozi verjamem, da je tule Božja roka nad nami. Da ko se ti enkrat obrneš za prav, da Bog ti pomaga s svojo milostjo, da greš tudi v prav. A veš, sej sam pol zabluziš iz te svoje človeške grešnosti, zabluziš, 100 milijonov imaš še skušnjav, a veš, ampak konc koncev, ko vidiš zdaj nazaj, od 58 let nazaj, ko gledam proti mladosti, ne, če zavrtim ta proces nazaj, pa vidiš, da je bila tukaj Božja roka, ki te je tako vodila naprej, ti se ji sam ne smeš upirati. Tako, hotel sem reči, mi bi sicer radi videli vse korake za naprej, a ne, ampak to jih ne bomo, a ne. Bomo pa videli majčken bolj osvetljen en korak in v enem zaupanju je tisti korak naprej, a ne.
Ja, v zaupanju, v veri, ne, tako rekoč v veri. Ne. A veš, kaj pa je vera? Se vera ni to, da ti vidiš vse vnaprej, ne, ali kako bi rekel, nekje svetopismo, vem, da govori tudi o tem, ampak je akt zaupanja, da Bog skrbi za človeka, ki sam naredi to, kar more, da je v takem stanju, da ga Bog lahko blagoslavlja. Ali kako ne rečem? Da je v stanju, da Bog lahko razlije svojo milost nad tabo, svoj zastonjski dar. Da lahko naredi tisto, kar je v bistvu imel že tako ali tako za narediti, ali pa kar je hotel narediti. Ja, in sem jaz temu do zdaj upiral, branil in ostajal nezmožen sprejeti blagoslov, prijeti blagoslovno, ali kako ne rečem. To je naš temeljni človeški greh. Ne? Mi smo, zdaj v bistvu zelo zašla na to področje Božjega. Wow, ja, peva. Življenje se mi zdi, da je tudi zelo pomembno, to področje, da poudarjamo, pa bi rada mogoče skozi tole malo pojasnila, zakaj je tako pomembno. Ne? In res je ta pravš, ne, ta temeljna grešnost človeka, se pravi izvirni greh je v tem, da ne zaupa v svojega stvarnika, v tega, kar ga je naredil. Ne? Ja. To je napuh, ne? To je točno nasprotje od ponižnosti. Ne? Ko itak Bog, kaj bo ta striček tam gor na Dublaki meni povedal, nekaj itak, ne vem, a je ali ni, ne? Kaj? Ja. Potem tudi nimam zaupanja v sočloveka, veš, se tudi nezaupanja, bi rekel, da imaš še kakšen drug tudi kaj prav, ne? A veš, vse mogoče, če ni, jaz verjamem, da vera ni od začetka toliko globoka, da bi človek krmil zaupanje tako v Boga. Ampak da saj enem tam, malo se okoli uzri, saj ta osnovna človeška drža, ta osnovna resnicoljubnost, če ti v življenju ne gre dobro, poskusi govoriti v resnico, pravi Jordan Peterson. Začela, jasno. Ja, a veš, poskusi govoriti resnico, tudi o sebi, bodi resnicoljuben v sebi in priznaj, ne gre mi dobro, ta mulo mi teži in se mi umika, ta mi to, gor, dol, vse gre nekaj narobe, ženo se spičva, ne vem, kar naprej imamo nek sranje, kva pa je zdaj to, da ima pogled okoli ljudje, ki pa se imajo radi, pa to počknemo ti, zakaj pa pri vas drugače? In namesto, da boš to probal zdaj zakrita, to realnost, ponavadi ali z dosežki, z športom, ali pa celo z alkoholom, kar je pri nas zelo prisotno. Ko se ga mečken, pa ni treba, da si pijan, 2 pirčka, 3, pok, pa se že malo boljš počutiš o samem sebi. Ja, in tam modruješ v skupnosti, kjer ni treba, da se modruje, pa kjer ne boš modrosti dobil, tam se veliko modruje, ampak tako zelo pod narekovaji in te modrosti te bojo pelale stran. Od odnosov. Ja, a veš, in to je tudi en tip runkelno, a veš, ko se družijo z runkelni, tam se vsi razumejo med sabo. Ne vem, najen prijatelj Primož Peternel temu pravi šank evangelij, a veš. Šank evangelij, to je zgrešeno, Se pravi, kaj je bilo vprašanje, da sem jaz malo zgubil vse? Pomaga razkrivati resnico o tebi, ampak ne za tolku, ampak da sprejmeš te negativne strani o sebi, pa sprejmeš pa tisto glavno resnico, ljubljen sin si, se pravi, temeljna sprejetost niti je treba iskati v dosežkih, v čemerkoli drugem, ampak jo imaš lahko v tem odnosu z Bogom. Bravo, Benjamin, ful dobro si. Jaz bi tudi tako povedal, če bi znal. Dej. Hvala, čakaj, da vidim, kaj še imava. Ne, pa dej malo tako, povej, kako si ti to zares, kako? Božjo besedo brati, ne? Ja. A veš, par moških stvari si naredil tudi, ki si jih v bistvu v meni ta proces moškosti in izgradnje te sprejetosti sprožil. A veš, pri tebi ga je znal moj oče Dani, recimo, pri meni si ga pa ti v resnici pol spet naprej, a veš. To je tudi en vidik, biti kot en tak boter v narekovaju, stvari, ki jih od svojih staršev ne moramo slišati, jih lahko od koga drugega. In jaz sem jih slišal od tebe posledično,
na teh odmikih za moške, kamor sva šla, si dvakrat do zdaj, in potem skozi tale Exodus, kjer tudi jaz odkrivam to načelo te postopnosti. Zdaj smo 1 let pa pol v tej zgodbi, te drgnemo, te vaje počas, in ko se pogovarjamo, jaz bi rekel, pa pismo, pa to bi že mogel znati, pa tukaj bi že mogel biti perfektno. Pa kar še nisem, ampak vidim pa, da je v redu. Amen. In vidiš napredek, ne? Vidiš napredek in Bogu hvala se pri nas rojeva tudi tole prava moškost, ne ta mačizem, ne to runkelnostvo, ne to, da se vidi, veš, da se nadelač vidi, da imaš tak avto, to une fasadice in tako naprej, veš, ne. A veš, da ta moškost se rojeva, zato ker je potreba toliko velika, veš. Vse naše lepotice tudi to vidijo, vse one to želijo, One želijo, da mi ustajamo nekako na pravi poti, veš, na pravi poti, da ne glede na to, koliko nas one bezajo, veš, ne glede na to, koliko nam one težijo. Ona nas bo bezala pravzaprav zato, ker hoče sprobati, a si ti ustraja na tej poti, veš, ali boš kar pokleknil zdajle pred mano, pa kar šel stran, se to ni nič. In potem odideš spet stran. To se pravi, ustrajati na eni taki poti, tudi če njej to ni na prvo žogo všeč, pa mora ona tudi to malo premisliti in potem ti pravi, ja, dobro, se je pa res fajn, pogled, kako se je pa to dobro izkazalo. Tako da jaz imam to izkušnjo, da sem šel s potoma, ko sva bila z ženo skupaj pri družini in življenju, na teh seminarjih in v zakonskih, in potem večjih zakonskih, ki sva jih vodila, sem šel na odmik za moške v divjini, sem na te moške zajtrke začel hoditi, pač iskati, veš, v tem procesu mi je to prišlo nekako na pot in sem šel pogledati, ne vem, Bogu hvala to, eno osnovno radovednost pa imam, da grem pogledati, in se mi je zdel dober, in pa spet tam sem Viliju Lovšetu, sem šel enkrat na ta njegov odmik za moške, ki ima pač v zaprtih prostorih, v nekak samostanih in bajtah, in sem rekel, pa da je Vili, dober, super, truper, da se mi tukaj čez vikend pogovarjamo, ampak dajmo mi nekaj tazga baldecovskega narediti, Največ, kar naredimo za fizis, je to, da gremo 500 metrov na grad, pa 1 kilometer na grad, pa 1 kilometer dol, da gremo mi malo v naravo, malo za Švicamo, malo bogi, te vse boli, takrat se moški čisto drugače odpre Bogu, Rekel, kaj predlagaš? Sem rekel, odmik za moške v divjini, gremo za 5 dni, hodimo 100 kilometrov in v redu, priprav pot, jaz bom pa to. In smo potem šli, Veš, in potem imamo to zdaj tudi v družini in življenju, In dejansko, a veš... Skupinca, 12 decev, pa je navšti vodo, ampak že tvoj, bi rekel, poverjenik, aleluja. Tako, in to gre zdaj že malo takole naprej, In se vidiš, da je skupina letos total polna, že za drugo leto imamo praktično čisto polno. Veš, potreba je velika, pa tudi vidiš, da veliko tudi kar dame včasih prijavijo deca. A veš, ženske si želijo deca, ki vztraja v svoji smeri, svojim tempom, ne glede na to, kaj ona reče. To ne pomeni zdaj, da se ti z ženo ne pogovarjaš. Jasno, da se pogovarjaš, ampak v smeri za prav, ko sem jaz Marinki tole povedal, samo še v pravo smer. Ja, seveda v pravo smer, če ne spa runkel, ali pa če pa popustiš, si pa spet upognan. A veš, če greš v napačno smer. Jasno, da mora žena imeti zagotovilo, da si ti nekako v Bogu vedno bolj in da bo smer ta prava. Pa da tudi na vajnem odnosu vidi, na odnosu vidi, da grejo stvari. Da vidi rezultate na odnosu med možem in ženo, in tudi na odnosih, ki jih ti vzpostavljaš z otroki. Ker do zdaj nisi znal, nisi kakorkoli, zdaj se je pa spremenil, zdaj se pa zanimaš, zdaj pa delaš, zdaj pa iščeš pot do sina, recimo, ali pa tako naprej. Pa tudi na odnosu približevanja k ženi pa odhajanja od staršev. To je tudi... Dobro, pustva zdaj to temo do novo, zdaj mislim, da greva proti koncu, da je na uro poglej,
Ura je v redu. Jaz sem za proti bi dal še eno vprašanje. Ne? Zelo pomemben del rasti, ne, in tega soočenja z resnico in rasti v ponižnosti je to, kar sva že napeljala, gre za umiranje samemu sebi. Ne. In hkrati a je še čas za to soočenje z lastno smrtnostjo. Jaz se spomnim na prvem tem moškem odmiku, ko smo prišli, pa je brat Marko bil duhovni spremljevalec. Prvi stavek tega odmika je bil: ej, dec, umrl boš, ne. Amen. Ti si v bistvu tudi imel pač močno izkušnjo tega, ne, skorajšnje smrti ob bolezni in zdi se mi, da kljub temu, da mi mogoče ta trenutek nimamo tako močne izkušnje take vrste, to zavedanje pa vseeno nas mora tudi voditi, no, na tej poti. Se pravi, nimamo neskončno časa za rast. Nimamo neskončno časa za rast. Zdajle, te lahko nekaj zadane, ali nesreča, ali karkoli, te ni, in je težko potem popravljati. In, ne vem, moraš narediti tudi stvari v pravem času, v pravem času, pa še to, pa v bistvu v pravem času bi bilo najboljše narediti, ampak to ne narediš največkrat, to ne narediš. Je pa Bog toliko milostljiv, da ti še dopusti popravne izpite in se do zadnjega lahko deluješ kot oče, do zadnjega lahko deluješ. Zdaj je z odraslimi otroki, te najmlajši je star 25 let, veš, še delujem lahko kot oče, na čisto drugačen način, pa vendar ne. A veš, te izkušnje, umrl boš, je pa nimamo, zato ker se smrt kot tako sploh odriva, sploh se odriva, saj otroci ne smejo iti več za pogrebom svojih starih staršev, celo svojega starša ne more pokopati, veš, ga ne more odžalovati, ker je kar zginil nekako in je to tragedija, veš, tragedija. Smo imeli opazovati priložnost, izkušnjo, ko otroku v vrtcu sicer še niso pustili na pogreb, da ne bo travme, je pa zdaj zmeden bil, a veš, in ni mogel odžalovati, sploh sam zginil je, noben mu ni dobro pojasnil, se bo vrnil, on ga še pričakuje, a veš, zmedenost, a veš, smrt ni več del življenja, smrt ni več del življenja. To je eno, drugo pa tega v resnici ne občutiš, Bogu hvala, če ne, ampak veš, vse so tudi take, kako ne rečem, delne smrti, ne vem, jaz sem šel, meni se zdi, pri 18, ko sem šel iz Ljubljane vojsko služiti v Skopje, meni se zdi, da bom umrl, in dejansko tam si porinjeno eno četo volkov, veš, in tam se moraš boriti za svoje življenje, veš, saj za svoje človekovo dostojanstvo, da živiš kot dostojanstven človek, ne da te spremenijo v sužnja ali pa tam v eno tralala, a veš. In je bilo to za mene ena taka delna smrt pri 18 letih, recimo, a veš, odmakniti se takoj od svoje mame, mislim se takoj, od punce, ki sem jo takrat že imel, se odmakniti in iti 1000 kilometrov stran med čredo volkov in tam poiskati svoj prostor dostojanstva pod soncem, In to je ena taka izkušnja, vsaj ena boleča pravzaprav izkušnja, Je pa danes ni več. Danes je ni več, jaz sem, hvala Bogu, imel izkušnjo, take delne smrti so tudi te naši odmiki, Benjamin. Ja. Veš, da se spomniš lansko leto, mi smo hodili en dan smo hodili na konc na Roženvenc, bi rekel, Samo še Roženvenc nam je ne vstov, ampak, veš, nič ni pomagal, če mi še en sendvič pojemo ali pa nekaj popijemo. Pol na koncu bili pa tam oni piri, ki ste jih nije politi. Pa pomaga. Ja, ni ga bilo še toliko dobrega, ampak to je tudi eno tako umiranje, ki se ga moramo naučiti, veš. Tudi eno tako umiranje gotovosti, ko mi za nalašč ne gremo tako, da so prenočišča že vnaprej znana.
da bo Bog poskrbel. A veš? Se pravi, to je tudi eno tako umiranje, ki ga v tem svetu, ko mora biti vse vnaprej znano, Bog ne daje neznanega, ogromno enih podrobnosti mora biti znanih, ne? A veš, da si sploh greš, da svojo rad dvigneš. Ne? A veš, tukaj pa mi gremo namerno v neznano, ne vemo, kje bomo spali. Ker bo pa bo, če nam bo Bog dobro poslal, bomo dobro, če pa ne, bomo pa zunaj, pripravljeni smo pa na vse. Ne? A veš, tista notranja nekakšna pripravljenost. In na teh odmikih boli, najmanj kar je, te rame bolijo od ruzaka, noge te bolijo. Se spomniš unga tvojega jamranja od blok, ki so šla za vsak korak si pojamral, ki si imel par centimetrov velike žule na nogah. Ne? To je bilo prvič, ja. A se spomniš? Ne? Jaz se tako dobro spomnim, da sem rekel, bo zdržal ta fant, če bo tole zdržal, je pravga ta sta, veš, to je umiranje, ti bi lahko v poklicu ženko, ženka, tlele smo, ne morem, žule imam, ful izgovor bi imel, prišel si do konca. Benjamin je sta pravga ta sta, ne? Je bila informacija za koga? Za mene, pa so vse tiste dece, ki smo bili, za tvojo ženo, za tvoje otroke, tako ne. Še za mene. Pa ja, pardon. Zate, ja. Veš, sem prav izrazito, vem, to je bilo 3 leta nazaj, to je bil, vem, kakšna razlika je bila med tistim mojim prvim odmikom pa med tem lanskim, no, nora razlika. In to hočem reči, se pozna, ne, traja, ampak se pozna napredek in je fajn. In ta pot je vredna, ne. Ja, zato, ker si se navadil že malo umirati sam v sebi, veš, ne. Okay. Za zaključek, Aleš, deva 3 minutke ali pa 4. Kjere stvari so vredne, za katere borbe se splača borbati, kaj se splača preborbati, pa kaj se splača pustiti primer? Deva to tako res malo na kratko, ampak tole, veš, bo mogoče enkrat tema orang bitke, ki jih človek moški bojuje, ne. Ja. Veš, se tukaj nimamo mi, da si to mi sami izmislimo. Mi imamo malo tega, ne, kar malo opazuj, no, mogoče ti imaš 3 punčke pa enega fantka, ne. Jaz imam pa zdaj 4 vnučke, ne. Ma dej, da mi imajo, veš, ne vem, eno gugalence, ne, in kva oni delajo, vsak v svoje sosede, pa se pa z nogami fajtata, kdo bo koga z gugalence dol vrgel, veš, 200 tako nekako usporedne, ne. In, veš, splezajo na eno hiško, na eno streho in potem se dol mečejo. Veš, ena borba je stalno, mi imamo to, ampak te borbe so lahko zelo, a veš, to se pravi osvajalne vojne, ne vem, kako ne rečem, nekaj, kar dela zelo v tem svetu in mi moramo kultivirati to, kar imamo, kar ne Bog položil v nas, moramo kultivirati za dobro v svetu. A veš, za dobro v tem svetu. Ne? To naravo bojevanja moramo kultivirati za dobro. Ne? Ja, a veš, danes si nihče več ne upa reči, da se za kaj bori. Morda je edina dovoljena reč je v športu, ne, sem boril do zadnje kaplje krvi, 110% je dal od sebe, pa ne vem, koga se še ta trapazga sicer takole v številkah zmislil, ampak tu je še nekako dovoljeno, če pa ti rečeš, jaz se borim za svojo lepotico. Ko se imaš ti boriti za svojo lepotico, ona ne se bori zase, se je močna ženska. Ne, jaz se moram boriti za svojo lepotico, za odnos s to lepotico, če kdo hodi po njej, moram jaz to obvarovati, včasih tudi iz silo. Včasih pravim, tudi iz silo. Sploh pa včasih z ostro besedo, na mestih, kjer je to treba izreči, kjer tudi boli, pa se ne upaš izreči. To je zdaj borba, da ti zborbaš in greš in izrečeš, po moji ženi ne bo nihče hodil, že ko se mulj zadere na tvojo ženo, ti stopaš vmes, z mojo ženo pa ti takole ne boš govoril. Ne, s tvojo mamo pa ti takole ne boš govoril. Z mojo ženo pa takole ti ne boš govoril. Ne, recimo, če bi se to zgodilo. A razumeš kaj? Jaz tega nisem vedel, da ne boš mislil. Potem je borba, lej. Punca gre ven, ko 16 gre v Ljubljano, kaj zdaj, vstane pa grejo, kaj zdaj? Ja, greš iskat. Ja, greš iskat. Ne, kako pravi sveti Pavel? Močni bodite, to vas še enkrat naslovila, to celo temo. Močni bodite, stojte trdni v veri.
Ne, budni bodite, stojte trdni v veri, možati bodite, bodite močni. Pri vas naj se vse dela iz ljubezni. Iz tiste ljubezni, ki sva zanč govorila, iz Kristusove ljubezni, veš? Ne? Umirati spet, ne? Tako. A veš, tako da nova zdaj, ampak to je spet to so cele teme, veš, mi da imamo ful temo v bistvu, ne? Jesen bova z njimi nadaljevala, zdaj sledi še ena oddaja, drug teden Marjeta z Danjem pa z Vilmo, potem pa to sekcijo zaključujemo pred... Amen. Pa jesen lahko spet nadaljujeva, res. Mava kaj za odpreti, pa kaj za povedati. Vsekakor, odnos je nekaj, za kar se splača boriti. Odnos z ženo, če prijete k dižu, pa še niste pri dižu, boste zraven v paketu dobili še ta glavni odnos, odnos z Bogom. Nekako to prvo z ženo, pa potem tudi z Bogom, ker vidite, da rabite eno za drugo in drugo za prvo. Ja. Vstopne točke jih je veliko, na naši spletni strani je 10 pravil za srečen zakon. Si lahko tam downloadite to e-knjižico in dobite to, pač bi rekel, pojasneno. S tem boste prišli na našo mailing listo, boste vsak teden dobivali e-pošto z dobrimi nasveti za zakon. Jeseni se odpirajo temeljni seminarji, o katerem je danes tudi Aleš govoril v Celju. Te bodo seveda drugje. Pogovarjamo se za spremembo lokacije, ampak kaj več o tem boste drug teden Dani pa Vilma. Priporočal bi še res vstop v to moško zgodbo, sploh tistim, ki pa ste že vedeli. Že gradili. Mogoče, dajva tole zaključiti, še en minutka, lej. Ja, ne, se jaz sem omenil sem moške zajtrke. Ful dobro tole, to Dani že zdavni delo, možje, ki imajo kaj povedati, pridejo pa nekaj povejo, lej, sej govorijo tam kakšno urco, dobro, ne? Ja. Lej, če te neki kresne kaj pobetiš, da ti rečeš, evo tole bom pa jaz zdaj nesel in tole bom začel udejanjati. Dost si naredil, si se 100 km upeljal, si nekaj slišal, začel udejanjati, lej, tvoje življenje se lahko spremeni iz nadol na gor, lepo počas po procesu, ne. Potem pejte tudi kam drgama, ne, lej. Pater Vili, ne? Pater Vili, priporočam, jaz to priporočam, moške skupine, ki se rojevajo po Sloveniji, priporočam. Pejte v Exodus, mi tule bomo dali ven, vsak, ki je zdaj v Exodusu, bo probal svojo skupino narediti, ne. To imamo mi ta koncept dajanja naprej. In ko te to videl, lej, parjav se, ne, dedec, ne, da je žena spodbudga, naj gre, ne. Ampak kakorkoli priti je treba do spoznanja, ponižno reči, ne gre mi tako, kot bi mi lahko šlo, in jaz bom nekaj naredil. Ja. Zdaj mogoče čisto eno tako enostavno poletno vstopno moško branje, priporočam je glihkar pred družini izšla knjigica Kako biti, si upaš biti gospod, od Sama Guzmana. To je The Catholic Gentleman, je že dalj časa znan blog. Ful dobro. En tak močen katoliški vstop. Nisem še bral, bom kupil. Ja, dej, področji, vse to, kar sva govorila na kratko, obdela vsako, ampak lej, dobra zadeva. Lej, mislim, da si pa ti še to povedal, ne, knjigce, ne, jaz imam mene 5 moških knjig, veš, ker me to zanima zdaj. Divji v srcu, recimo, tudi, a veš, zdaj, ker moški boj, ko govori o teh iniciacijah, kako je treba s fantki, a veš, ne, kako bi bilo prav, da se s fantki, a veš. Malijone zdaj tega, ker to zdaj, ne vem, takrat, ko smo mi go rasli kot deci, pa tudi Benjamin, tega še ni bilo. Ne, ali je bilo pa tako v nekih povojih, kje druge, pa v tujem jeziku. Zdaj pa mi to imamo. Sam daj primo roke, stari, pa vzem si cajt, pa to študiri, ne. Pa veš, kaj je dobro od Benjamin, ne? Dajte z ženo nekaj skup delati, veš, tudi to, da vidva skup nekaj študirata. Ali pa da ti ženi to razložiš, ne. Jaz ne vem, zdaj reklame začela za knjige delati, ampak midva na morju leživa vzporedno na blazinah, a veš, in drugem berava odlomke iz knjige, ne? Iz skupne knjige, ki jo berava. To je ključno. Kako? Kako? Imate dva izvoda, vsak svojega, ali kako? Ne, midva en bere na glas, drug pa posluša, ko se zmatra z branjem, pa drug bere, pa drug posluša, pa malo odložila, stoj, jaz imam tle nekaj zapovedati, pa se pa začneva pogovarjati pa to. Da koncepti se v iste, veš, v moji glavi je tako kot v Marinkini glavi. To se avtomatsko koncepti prenašajo, ne?
Ker lahko zdaj ona svoje bere, ti pa svoje, ampak to je spet pot narazen, to ni pot v edinost, ne to, kar mi govorimo tudi, ne. Fajn. A veš, da se iste besede sedajo v najni glavi, ne. Odličen praktični nasvet, kar se pa tiče odnosov, pa evo, ljubezen in spoštovanje, ne, vstop za čez poletje, če še kdo ni. Super, ne, mislim, ta knjigica je tudi nama naredila eno veliko spremembo, no, tako. Ja. Dobro. Poseben 21. poglavje, ki je namenjeno ženam, pa pustva, pa ne grejo ljudje pogledati. Okay. Hvala, fajn. Zaključiva, Aleš, ti zaključuješ z molitvijo. Redala je super. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. O Gospod, kako velika je tvoja dobrota, da nas tako lepo počasi procesno vodiš, da lahko par 28, pa Benjamin tam blizu 40, lahko pogledamo nazaj, pa se veselimo, Gospod, poti, po kateri nas ti peleš. Vedno lahko to pogledamo samo za nazaj, obenem pa vemo, da tvoja očetovska roka, ki je mar za nas, skrbi za nas, bdi nad nami in nas vodi v pravi smeri, mogoče bi moral reči, nas želi voditi v pravi smeri, če se mi le prepustimo in če odstranjujemo ovire, ki omogočajo tvoj blagoslov, Gospod, tvojo milost, Gospod. Gospod, naj tudi Božja mati Marija skupaj s svojim možem Jožefom, ki je zgled naš, veš, ga moramo enkrat preštudirati, Benjamin v Klepaju, pri molitvi. Naj one dva skrbita tudi za nas zakonce, naj nas Marija vzame pod svoj plašč in naj nas priporoči svojemu sinu Jezusu Kristusu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvala, Aleš. Hvala vsem, ki ste spremljali do zdaj. En lep, z najne strani, lepo blagoslovljeno poletje želiva, ne? Tako je, jesen se pa vidimo, je ful dobro. Srečno.